Knjige so te dni zavzele tudi Maribor. Številne koncerte, literarne večere in prireditve ter zanimiv knjižni sejem so letos posvetili predvsem tabujem v sodobni slovenski književnosti. V Mariboru poteka literarni festival, že 17. po vrsti, Slovenski dnevi knjige v Mariboru, s knjižnim sejmom na Grajskem trgu, kjer se predstavlja okrog 13 slovenskih založb. Tukaj prodajajo knjige, svojo aktualno knjižno produkcijo, knjige s popustom. Ob knjižnem sejmu imamo postavljen oder, kjer poteka od dopoldneva pa do poznega popoldneva bogat kulturni program. Na odru se bodo zvrstili kantavtorji, pripravili smo kar nekaj nastopov osnovnošolskih gledaliških skupin. Vsak dan ob 13. uri poteka tukaj odprti literarni mikrofon, kjer se lahko predstavijo tisti literati, ki jih nismo uvrstili v uradni del festivala, pa bi vendarle radi svojo pisavo, svojo aktualno produkcijo predstavili mimoidočim oziroma obiskovalcem knjižnega sejma. Pripravili smo tudi srednješolski literarno-glasbeni maraton, za konec pa bo tukaj v petek potekal že 10. rap in hip-hop maraton. Ali Mariborčane zanimajo knjige? Nekatere, večinoma starejše ljudi. V katerih knjigah pa je največ povpraševanja? Po kuharskih, pa takih o odnosih. Največ kupujejo do 5 let, 6, 7 let, velike tiskane črke, pravljice, še zmeramo o kraljičnah in kraljih. Zdaj jaz lahko konkretno odgovarjam, kakšno je zanimanje Mariborčanov za rabljene starejše knjige. Načeloma najbolj gre v neke biografije. Večji problem je, da ne morejo kupiti, pa medijev je dosti sedaj, se veste, internet, tako da mladi poiščejo tudi in uporabljajo vse te medije, ampak kljub temu je pa knjiga, ko jo vzameš, ta pisana beseda, ko jo vzameš v roke, še kaj pogledaš, počrtaš, pa se vrneš nazaj, dosti bolj pomembna kot pa vsi ostali mediji. Izposoja v knjižnicah kaže, da ljudje berejo, morda pa so malo manj pripravljeni knjige tudi kupovati, ampak vendarle sem prepričana, da jih bo knjižna ponudba tukaj na Grajskem trgu prepričala. Številne založbe so knjige res drastično znižale, tako da so naslovi, ki so sicer težje dostopni, postali dostopnejši in seveda vabim vse vaše gledalce, da se oglasijo tukaj, da z nakupom knjige podprejo slovenske avtorje in pa seveda tudi slovenske založnike. Dneve knjige lahko v Mariboru obiščete vse do Svetovnega dneva knjige, ki ga praznujemo 23. aprila. Posvečen pa je promociji branja, založništva ter zaščiti intelektualne lastnine in avtorskih pravic. In če slučajno sedaj razmišljate, da bi v teh prazničnih dneh posegli po kakšni dobri knjigi, še nekaj nasvetov iz prve roke. Jaz bi predlagala Oktoberski otrok. Sicer sem gledala film, ampak če bo dež tukaj, bom prebrala tudi knjigo. Naj si bi vsak pogledal knjigo Nauk večne modrosti. In nauk večne modrosti in se mu odpre neka nova dimenzija, tako da lahko pogleda tudi z drugega zornega kota. Jaz se berem eno knjigo o italijanskem podeželju, ampak ne vem naslova. Ekstra deviško olje je naslov. Ekstra deviško olje je napisala neka Angležinja. Za odrasle bi rekel tale. Iskanje sreče. Sicer je namenjeno otrokom, ampak mi je že veliko strank rekli, da so jo prečitale prejšnja leta in je odlična. Za odrasle je tale. Kako deček potuje po svetu in išče srečo. In pa se po letu dni vrne in reče, da je sreča tam, kjer so srečni ljudje.